Več kot 2000 let so na Kitajskem uporabljali nauke Konfucija kot vodilo za izobraževanje, družino, vlado in odnose z drugimi. Njegove besede so se poučevale tudi v šolah, preučevali so jih tudi uradniki in jih uporabljali kot temelj za oblikovanje dobrega voditelja. Toda ideje Konfucija niso nastale v mirnem obdobju. Konfucij je namreč živel v času, ko se je stari red na Kitajskem počasi rušil. Številne države so se borile za zemljo in oblast. Kralj je bil že šibek, vojne pa pogoste. Izdaje in spopadi med mogočnimi družinami. V takšnem svetu se je Konfucij začel spraševati, kako povrniti red, če pa sami voditelji ne znajo voditi. Tako je lahko država mirna, če v družini ni spoštovanja in odgovornosti. In ali je mogoče družbo spremeniti z dobrim vedenjem namesto z nasiljem? Da bi razumeli, zakaj so ta vprašanja o miru postala pomembna, moramo najprej pogledati stanje Kitajske pred njegovim rojstvom. Več kot 500 let pred Konfucijevim časom je dinastija Zhou strmoglavila nekdanjo dinastijo Shang. Voditelji Zhou so rekli, da je njihov uspeh posledica tako imenovanega nebeškega mandata. Po tem prepričanju nebo podeli pravico do vladanja pravičnemu in odgovornemu kralju. Ko pa postane vladar krut, če je kralj slab ali malomaren, lahko to pravico izgubi. Na ta način so Zhou pokazali, da je nebo odvzelo podporo zadnjemu kralju dinastije Shang, zato je oblast prešla nanje. Toda kako so pravzaprav prevzeli oblast? Da bi nadzorovali obsežno ozemlje, so kralji Zhou svojim sorodnikom in zaveznikom podelili zemljo in oblast. Ti ljudje so nato upravljali različne regije. V zameno pričakovalo se je, da bodo priznavali kralja in mu po potrebi zagotavljali vojake ter podporo. Sprva je ta sistem pomagal ohranjati stabilnost. Toda s pretekom stoletij so voditelji posameznih regij postajali vse močnejši. Imeli so lastne vojske, lastno bogastvo in lastne interese. Postopoma so začeli delovati kot neodvisni kralji, čeprav so še vedno le še nominalno priznavali vladarja Zhou. In leta 771 pred Zegmenestru zahodni prestolnici Zhoujev napadli. Zato so se preostali člani kraljeve družine prisiljeni preseliti na vzhod in tam so ustanovili svoje središče v Luoyangu. In tukaj se je začela vzhodna dinastija Zhou. Kralj Zhoujev je bil še vedno priznan kot voditelj Kitajske. Toda njegova moč je bila skoraj samo še v imenu. Le malo območij mu je še neposredno sledila. Prava moč je bila v različnih državah. Vsaka država je imela svojega voditelja, lastno vojsko in sprejemala lastne odločitve. Sklepali so tudi lastne sporazume in se vojskovali z drugimi državami, da bi razširili svoje ozemlje. To obdobje se imenuje obdobje pomladi in jeseni. Ime izhaja iz starega zapisa dogodkov v državi Lu. V tem obdobju je živel Konfucij. Lu je bila država že pred rojstvom Konfucija. Ustanovljena je bila v zgodnjem obdobju dinastije Zhou in jo je vodila družina, ki je bila blizu kraljem Zhou. Zaradi tega so v Luju bolje ohranjali stare rituale, glasbo in tradicijo Zhou. Med te tradicije so spadali pravilen način pokopa, spoštovanje prednikov, sprejemanje gostov, poroka, čaščenje in ravnanje z uradniki. Te tradicije so bile pomembne, ker so vsakega posameznika učile, tako naj se pravilno vede v družini in družbi. Toda čeprav so v Luju cenili stare tradicije, je bila njihova vlada še vedno kaotična. Za oblast so se borili vodja Luja in nekatere bogate družine. Ko so se mogočni ljudje prepirali, navadni ljudje največkrat trpijo. V takšnem okolju je odraščal Konfucij. Vsak dan je opazoval stare tradicije Zhou, vendar je videl tudi, kako se red ruši zaradi boja za oblast. V tem nemirnem času se je rodil otrok, ki so ga poimenovali Konfucij. Tradicionalno leto njegovega rojstva je 551 pred našim štetom. Pravijo, da se je rodil v kraju Zhou blizu Kufuja. Njegovo ime je bilo Kong-Qiu. Ko je odrasel, so ga imenovali tudi Kong-Zi, kar pomeni mojster Kong. Ime Konfucij se je pojavilo šele mnogo stoletij kasneje. To ime so uporabili jezuiti iz Evrope kot latinsko obliko Kong-Fu-Ci. To je še en izraz, ki pomeni mojster Kong. Zaradi tega je bil na zahodu bolj znan kot Konfucij. O njegovem rojstvu in družini je znanih le malo zanesljivih podatkov. Najbolj podrobno starodavno zgodbo o njegovem življenju je napisal Sima Qian. Bil je odličen kitajski zgodovinar, ki je živel več kot 300 let kasneje. Po smrti Konfucija. Po tradiciji, ki jo je zapisal Sima Qian, je bil Konfucijev oče Shou Shuliang He.
Bil je uradnik in bojevnik iz Luja. Shou Shulianghe naj bi bil že star, ko se je rodil Konfucij. Njegova mati pa je bila običajno prepoznana kot Yen Zhengzai. Obstajajo tudi stare zgodbe, ki pravijo, da se je njegova mati molila na gori Ni, preden ga je rodila. Po drugi različici naj bi v sanjah videla Qilina. To je legendarno bitje, ki velja za znanilca izjemnega rojstva. Te zgodbe so del tradicije, ki se je oblikovala okoli Konfucija. Pojavile so se, ko so ga naslednje generacije vse bolj spoštovale. Ni jasno, kateri izmed teh podrobnosti so resnične in katere so bile dodane, da bi pokazale, da je bil poseben človek že od rojstva. Podobna težava obstaja skoraj v celotni zgodbi njegovega življenja. Konfucij ni zapustil lastne avtobiografije. Besedila, ki jih uporabljamo, da bi ga spoznali, so bila napisana ali sestavljena po njegovi smrti. Najbolj znana med njimi so analekti ali lunijo v kitajščini. To je zbirka kratkih pogovorov in rekel, ki jih pripisujejo Konfuciju in njegovim učencem. Dolgo časa so verjeli, da so analekte neposredno zbrali njegovi učenci po njegovi smrti. Sodobne študije kažejo, da je bila knjiga morda sestavljena skozi več generacij. Možno je, da nekateri deli izvirajo iz njegovih resničnih izjav, medtem ko so druge dele uredili ali dodali kasnejši sledilci. To pomeni, da moramo biti previdni pri ločevanju pravega Konfucija od podobe, ki je bila o njem ustvarjena po njegovi smrti. Kljub temu je ena pomembna stvar jasna. Konfucij je odraščal v družbi, ki je izgubljala zaupanje v voditelje in v stari sistem. Videl je učinke osebnega pohlepa, slabega vodenja in pomanjkanja spoštovanja do dolžnosti. Ni se rodil kot princ ali dedič mogočne države. Bil je deček iz nižjega sloja plemstva in je odraščal blizu sveta uradnikov, ritualov in vlade, vendar pa ni imel dovolj moči, da bi ukazoval. Prav pomanjkanje te moči ga je usmerilo na drugo pot. Namesto da bi se zanašal le na vojsko, je začel verjeti, da se mora resnična sprememba začeti pri človeku samem. Za Konfucija urejena država ne nastane najprej z več zakoni. Začne se pri ljudeh, ki znajo spoštovati, se učiti, izpolnjevati svoje dolžnosti in biti dober zgled. Toda preden je lahko širil ta nauk, se je moral najprej soočiti z revščino, izgubom in omejenimi priložnostmi svoje mladosti. Oče Konfucija je umrl, ko je bil še otrok. Zaradi tega sta on in njegova mati odraščala brez bogastva in vpliva mogočnega dela rodbine Kong. Po tradicionalnih zgodbah Konfucij sprva ni vedel, kje je bil pokopan njegov oče. Obstaja tudi pripoved, da je kot otrok rad uporabljal sklede in druge predmete za obrede. To kaže, kako globoko so ga zanimali obredi in tradicija. Stari zapisi opisujejo Konfucija tudi kot zelo visokega in z nenavadno obliko glave. Kljub omejenim življenjskim razmeram je Konfucij prejel izobrazbo, ki so jo običajno dobili moški, ki bi lahko služili v vladi. Sem so spadale 6 umetnosti: obredi in pravilno vedenje, glasba, lokostrelstvo, vožnja s kočijo, pisanje in matematika. Namen teh veščin je bil pripraviti posameznika na vlogo v družbi in vladi, toda za Konfucija samo znanje ni bilo dovolj. To znanje je bilo treba uporabiti za izboljšanje lastnega vedenja. Po eni izmed izjav, ki jih pripisujejo njemu, se je posvetil učenju pri 15 letih. Za Konfucija izobraževanje ni bilo le pomnjenje. Naučeno se mora odražati v človekovem vedenju. Oseba, ki se uči o poštenosti, mora biti vredna zaupanja. Tisti, ki se uči o spoštovanju, mora znati prepoznati vlogo drugih ljudi. In tisti, ki želi voditi, se mora najprej naučiti obvladovati samega sebe. Tu se je utrdilo prepričanje Konfucija, da plemenitost ni odvisna le od družinskega imena, bogastva ali naziva. Zanč, se pravi, plemenit človek prepozna po disciplini, znanju, skrbi za druge in pravilnem vedenju. Njegova mati je umrla, ko je bil Konfucij v poznih najstniških letih ali zgodnjih 20. Po tradiciji je kasneje izvedel, kje je pokopan njegov oče in združil grobova svojih staršev v eno grobnico. Ta zgodba je pomembna, ker je spoštovanje do staršev in prednikov postalo središče njegovih naukov. Konfucij je verjel, da je človek, ki zna izpolnjevati svoje dolžnosti do družine, bolj pripravljen prevzeti odgovornost v družbi. Pri približno 19 letih poročil se je z žensko, ki so jo običajno imenovali Lady Qi Qiguan. Imela sta sina po imenu Kong Li in hčerko.
O njihovem družinskem življenju je na voljo le malo zanesljivih informacij. Da bi preživljal svojo družino, je Konfucij začel z nižjimi deli pri upravljanju premoženja. Pravijo, da je nekoč varoval skladišče žita in skrbel tudi za živali ene vplivne družine. Ti položaji niso bili visoki, vendar je prav tam videl, kako vlada deluje vsak dan. Naučil se je, da dobro upravljanje temelji tudi na poštenosti navadnih uradnikov. Če so zapisi o pridelku napačni, lahko primanjkuje hrane. Če je zaloga ukradena, navadni ljudje trpijo. In ko uradnik postavi svoje koristi na prvo mesto, se zaupanje v vlado hitro poruši. Medtem ko je delal, je Konfucij še naprej študiral zgodovino, glasbo, poezijo in obrede dinastije Čou. Ni bilo ga je sram vprašati kogarkoli, ki je vedel nekaj, česar sam še ni poznal. Zaradi tega je postal znan kot človek, ki je vešč tradicije in pravilnega vedenja. Postopoma se je povečevalo tudi število mladih, ki so prihajali k njemu, da bi se učili. Eden prvih znanih njegovih učencev je bil Dželo, pogumen, neposreden in hiter mladenič. Pogosto je spraševal in včasih celo nasprotoval svojemu učitelju. Njihovi pogovori prikazujejo način poučevanja Konfucija. Ni se omejeval le na dolga pojasnila. Uporabljal je vprašanja, kratke odgovore, primere in nasvete, prilagojene značaju vsakega učenca. Konfucij je iz nižjega uradnika postopoma postal učitelj. Poučeval ni le obrede in tradicijo, temveč tudi pravi značaj. Zanj je bil nevaren, pameten človek brez načel. Tak človek lahko uporabi svoje znanje za prevaro, krajo ali zatiranje drugih. Zaradi tega Konfucij ni ločeval izobrazbe in dobrega vedenja. Učil je ren ali človeško ravnanje do drugih ter li ali pravilno vedenje in spoštovanje v družini in družbi. Zanj tudi ni bilo dovolj, da se obredi izvajajo zgolj zato, da bi bil človek videti časten. Oseba, ki jih izvaja, mora imeti resnično spoštovanje in dobre namene. Njegovo znanje ga je postopoma približalo uradnikom in vplivnim družinam v Luju. Potrebovali so ljudi, ki so vešči ceremonij, diplomatskega protokola in tradicij Zhou. Toda vlado v Luju so takrat nadzorovali trije mogočni klani, Ji, Meng in Shu. Na prestolu je ostal vodja Luja, vendar so imele tri družine velik vpliv na vojaške in vladne odločitve. Za Konfucija je bilo jasno, da je pravi red porušen. Uradniki so se obnašali kot kralji, medtem ko so uporabljali obrede za razkazovanje bogastva in moči. Ko je bil v svojih 30-ih, je bil Konfucij že znan kot učitelj in strokovnjak za tradicijo Zhou. Nekateri sinovi vplivnih družin so se učili pri njem. Prav tako se je pridružil uradnikom na potovanjih, povezanih z diplomacijo in ceremonijami. Pravijo, da je prispel v Luoyang, prestolnico vzhodne dinastije Zhou. Čeprav je bila moč kraljevega dvora že šibka, so tam še vedno obstajali pomembni zapisi, templji in stare tradicije. Konfucij je občudoval prve voditelje Zhou, še posebej vojvodo Zhouja. V zgodbah o vojvodi je ta uporabil svojo moč za zaščito kraljestva in ko je prišel čas, je oblast vrnil pravemu nasledniku. Za Konfucija, vojvoda Zhouja je pokazal, da je lahko človek močan, ne da bi postavljal lastne ambicije na prvo mesto. S tem potovanjem je povezana tudi znana zgodba o srečanju Konfucija in Laocija. Laoci je tradicionalno priznan kot pomembna osebnost pri oblikovanju daoizma. To je filozofija, ki se osredotoča na življenje v skladu z daojem ali naravno potjo življenja. Po zgodbi Laoci je opozoril Konfucija, da rituali nimajo vrednosti, če jih izvajamo le kot predstavo. Prav tako naj bi ga opozoril, da bo imel močnega sovražnika, če bo še naprej kritiziral napačno vedenje voditeljev. Ni jasno, ali sta se Konfucij in Laoci resnično srečala, vendar zgodba prikazuje pomembno opozorilo. Težko je popraviti sistem, če se tisti, ki imajo od njega koristi, nočejo spremeniti. Konfucij se je vrnil domov z večjim znanjem in še močnejšim prepričanjem. Ni si več želel le poučevati svojih učencev. Želel je uporabiti svoja načela v dejanskem vodenju. Toda da bi to dosegel, moral se je soočiti z družinami, ki so bolj cenile bogastvo in moč, kot dolžnost in pravilno vedenje. Konfucijev cilj je postal še težji, ko je v sami vladi države Lu izbruhnil konflikt. Leta 517 pri Bikonašteštet, vojvoda Zhao, voditelj države Lu, je poskušal zmanjšati moč vladarske družine, vendar sta družini Meng in Shu podprli Ji. Vojvoda je bil svojo vojsko poražen in je bil prisiljen pobegniti v sosednjo državo Qi. Po tradicionalnem pripovedovanju je tja odšel tudi Konfucij.
S tem obdobjem je povezana znana zgodba. Medtem ko je Konfucij potoval, je naletel na žensko, ki je jokala ob grobu. Ženska je povedala, da je tiger ubil njenega tasta, moža in sina. Konfucij jo je vprašal, zakaj še vedno ostaja tam. Na nevarnem kraju mu je ženska odgovorila, da tam ni krute vlade. Potem naj bi Konfucij svojim učencem povedal, da je tiranska vlada bolj strašljiva kot tiger. To je le del tradicije, ki se je oblikovala okoli njegovega življenja, vendar je nauk jasen. Ljudje raje prenašajo celo nevarnost kot vladarja, ki zlorablja svojo moč. Ko je prišel v Či, je Konfucij poskušal najti položaj pod vojvodo Džingom, voditeljem države. Na vojvodo so naredili vtis nekateri njegovi nasveti o vladanju. Konfucij je pojasnil, da mora vsak človek izpolnjevati odgovornost svojega položaja. Voditelj mora delovati kot pravi voditelj. Uradnik mora služiti kot uradnik. Starš mora opravljati svojo vlogo v družini, otrok pa mora znati spoštovati. Za Konfucija družba postane zmedena, kadar nekdo uporablja položaj drugega ali pa ne izpolnjuje pravilno svoje lastne vloge. Vendar pa se ministri iz Qi ob njegovi navzočnosti se niso počutili prijetno. Možno so Konfucija videli kot novo osebo, ki bi lahko vplivala na vojvodo. Tudi njegova priložnost, da vstopi v vlado, ni trajala dolgo. Zaradi tega se je vrnil v Lu in se ponovno posvetil poučevanju. V tem času še bolje poudarjal ren ali človeško ravnanje do drugih. Za Konfucija bogastvo in visok položaj nimata vrednosti, če sta dosežena na način, ki jo nasprotju z dobrimi načeli. Njegovih učencev je bilo tudi vedno več. Med tistimi, ki jih je najbolj občudoval, je bil Jan Hui. Tih in priden mladenič, ki ni le poslušal naukov, ampak jih je tudi uporabljal v svojem vsakdanjem življenju. Pri njem se je učil tudi njegov lastni sin Kong Li. Po eni pripovedi so Kong Lija vprašali, ali mu njegov oče daje kakšne skrivne nauke. Odgovoril je, da ne. Tako kot druge študente mu je svetoval le, naj preučuje starodavne pesmi in obrede. To kaže na prepričanje Konfucija, da izobraževanje ne sme biti omejeno le na lastno družino ali najljubše učence. Pomembno je prizadevanje posameznika, da se uči. Zelo je cenil stare zapise o zgodovini, poeziji, obredih, spremembah in dogodkih v Luu. Sčasoma so ti postali znani kot 5 klasik in so postali pomemben del izobraževanja na Kitajskem. Vendar ni gotovo, ali je Konfucij osebno uredil ali napisal ta besedila, jasno pa je, da so jih njegovi sledilci uporabljali in poučevali kot vodilo za vedenje in vladanje. Konfucij ni sebe ni imel za izumitelja novega sistema. Svojo vlogo je videl kot prenašalec pomembnih naukov iz preteklosti. Verjel je, da obstajajo načela v stari tradiciji Čou, ki jih je mogoče uporabiti za ureditev kaotične družbe njegovega časa. Medtem ko se je njegova šola širila, so se nemiri v Luu nadaljevali. Ne le vojvoda in velike družine so se borile za oblast. Tudi služabniki mogočnih družin so začeli vstajati proti svojim lastnim gospodarjem. Eden izmed uporniških voditeljev je ponudil Konfuciju položaj. Konfucij je za trenutek razmislil o tej priložnosti, saj si je želel uresničiti svoje ideje. Toda njegov učenec Zilu mu je opomnil, da bi bilo služenje nekomu, ki je prevzel oblast silo, v nasprotju z njegovimi načeli. Ko so bili uporniki poraženi in je vlada vojvode Dinga ponovno okrepila svojo moč, je Konfucij dobil priložnost, da služi. Okoli leta 501 pr.N.Š. imenovan je bil za uradnika v Zhongduju, mestu v državi Lu. Ni jasno, kako velika je bila njegova dejanska moč. Kasnejše zgodbe so tudi napihovale uspeh njegove vladavine. Kljub temu, tradicija kaže, da je skušal v dejanski državni službi uporabiti to, kar je dolgo učil. Poudarjal je dobro upravljanje, jasne dolžnosti, poštene uradnike in voditelje, ki dajejo dober zgled. Ni verjel, da lahko en sam zakon ali lep pregovor uredi celotno državo. Za Konfucija je bilo težko biti voditelj, saj ima vsaka odločitev vpliv na veliko ljudi. Še bolj nevaren je voditelj, ki misli, da je najboljši del moči to, da mu nihče ne nasprotuje. Konfucij je končno dobil priložnost, da dokaže svoje nauke. Toda ko se je njegov položaj višal, se je vedno bolj približeval središču spopada v Lu.
Njegova želja, da bi vrnil oblast zakonitemu vladarju, je bila tik pred tem, da trči v interese najmočnejših družin v državi. Ko se je položaj Konfucija višal, je prišla največja preizkušnja za njegova načela. Okoli leta 500 pred sedanjega štetu so se voditelji Luja in Kija srečali, da bi rešili svoj dolgoletni spor. Ti dve državi sta si bili blizu in sta se že večkrat spopadli za ozemlje in vpliv. Vojvoda Ding iz Luja je imel s seboj Konfucija kot svetovalca. Ker naj bi se srečanje odvijalo na ozemlju Kuja, je Konfucij sumil, da bi lahko njihovega voditelja ustrahovali ali prisilili. Zato mu je svetoval, naj Lu pripelje tudi uradnike, ki bodo sposobni zagotoviti zaščito. Po tradicionalnem pripovedovanju je med srečanjem obeh vojvod potekala predstava z orožjem. Konfucij se je temu uprl, saj bi lahko predstavo uporabili za zastraševanje delegacije iz Luja. Poudaril je, da je treba diplomatsko srečanje izvesti s spoštovanjem in jasnim namenom. Srečanje se je končalo brez spopada. Ši naj bi vrnil tudi nekaj ozemlja, ki ga je prej odvzel Lu. Možno je, da so kasnejši pripovedovalci razširili vlogo Konfucija. Vendar je jasno, da se je njegov vpliv na vlado okrepil. Po tradiciji je dosegel položaj odgovoren za zakon in red. Kasnejše zgodbe opisujejo Lu kot bolj varen in discipliniran pod njegovim vodstvom. Težko je vedeti, kako velika je bila njegova dejanska moč, vendar pa je Konfucij dobil priložnost, da preizkusi svoje ideje v dejanski vladni službi. Verjel je, da kazen ni dovolj, da bi preprečila zločin. Če je strah edini razlog za poslušnost, se bodo ljudje morda izognili kazni, vendar se ne bodo naučili sramovati slabih dejanj. Za Konfucija je bilo pomembnejše nekaj drugega. Red, ki izhaja iz dobrega zgleda voditelja in izobraževanja državljanov, hkrati je podprl načrt za zmanjšanje moči treh velikih klanov v Luu. Imeli so lastno vojsko in obzidana mesta, ki bi jih lahko uporabili proti vojvodi. Namen načrta je bil podreti nekatere zidove in odvzeti klanom možnost, da delujejo kot ločene vlade. Nekateri so se strinjali, drugi pa so se uprli. Ni uspelo jim je popolnoma podrediti vseh vplivnih družin. To je pokazalo omejitve naukov Konfucija. Lahko je reči, da bi moral vsak človek opravljati svojo dolžnost. Težje pa je to uresničiti, ko ima nekdo svoje bogastvo. Ko imajo uradniki, ki jih je bilo treba disciplinirati, svoje bogastvo, vojsko in ozemlje. Kmalu je tudi vpliv Konfucija na dvoru v Luju izginil. Po znani zgodbi, Či je poslal odlične konje in plesalke kot darilo voditeljem v Luju. Vojvoda in uradniki so bili menda zaposleni za zabavo in zanemarili so svoje dolžnosti. Konfucij je videl, da nimajo več resnega namena spremeniti vlade, zato je odšel. Morda je bil pravi razlog bolj zapleten. Možno je izgubil podporo zaradi neuspeha načrta za zmanjšanje moči klanov. Karkoli se je v resnici zgodilo, se je končalo njegovo kratko obdobje na visokem položaju. Konfucij je bil že v svojih 50-ih, ko je zapustil Lu skupaj z nekaterimi svojimi učenci. Začelo se je dolgo potovanje. Potovanje, ki je postalo eden najbolj znanih delov njegovega življenja. Odpravili so se v različne države, da bi poiskali voditelja, ki bi bil pripravljen prisluhniti njegovim nasvetom. Med kraji, povezanimi z njihovim potovanjem, so Wei, Song, Chen in Cai. O tem obdobju je bilo napisanih veliko zgodb dolgo po teh dogodkih. Pripovedovalci so morda pomešali resnično potovanje, legende in nauke iz starodavnih pesmi. Jasno je, da je nekaj let živel zunaj Luja in ni našel voditelja, ki bi bil pripravljen uresničiti njegov program. Najprej je obiskal Wei, državo, ki leži zahodno od Luja. Voditelj ga je sprejel in mu dal priložnost, da svetuje. Vendar so ga uradniki sprejeli tudi z dvomom, saj bi lahko izgubili vpliv, če bi se njegov položaj okrepil. Konfucij je odšel, vendar se je večkrat vrnil v Wei. Njegov položaj ni bil stabilen, saj je imela država svoje težave z vodstvom in dedovanjem oblasti. Na enem od potovanj so ga ustavili ljudje, ki so ga zamenjali za Yang Huja, nekdanjega upornika iz Luja. Obstajajo tudi druge pripovedi, ki pravijo, da je bil skoraj ubit, zaprt ali obkrožen s sovražniki. Vsakega dogodka je težko dokazati. Vendar te zgodbe kažejo, da je bilo potovanje nevarno v času, ko je veliko držav vojskovalo in ni bilo ene same vlade, ki bi nadzorovala celotno Kitajsko. Kljub nevarnosti je Konfucij še naprej poučeval. Njegovi pogovori niso več potekali samo v šoli. Poučeval je med hojo, medtem ko je počival, bil lačen ali čakal na pomoč.
Tukaj se je izkazalo, ali lahko sledi svojim lastnim načelom, ko nima položaja, denarja ali gotovosti. Bili so trenutki, ko so njegovi učenci izgubili pogum. Vprašali so ga, ali ima sploh smisel ostati zvest dobremu vedenju, če pa so na položajih slabi ljudje. Za Konfucija je dobrota več kot le način za pridobitev službe ali nagrade. To je dolžnost, ki jo je treba ohraniti, tudi če takoj ne uspeš. Človek lahko izgubi svoj položaj, vendar mu ni treba odreči svojih načel. Konfucij in njegovi učenci se tudi niso vedno strinjali. Pogosto ga je izzival Zilu. Drugi so vstopili v službo voditeljev, ki niso povsem sledili naukom njihovega učitelja. To kaže, da konfucijanska šola ni bila skupina enakomislečih ljudi. Niso vsi enako razmišljali, imeli so različna mnenja o tem, kako je prav služiti v nemirni vladi. Sčasoma je Konfucij prenehal iskati visok položaj. Poučevanje in ohranjanje starodavnih naukov sta mu postala pomembnejša. Leta 484 pred zinenstvo Štite dovolili so mu, da se vrne v Lu. Bil je že star in minilo je veliko let, odkar je imel resničen vpliv na vlado. Sprejeli so ga kot spoštovanega učitelja in občasnega svetovalca. Vendar mu niso več vrnili moči, ki si jo je dolgo želel. Tudi nekateri njegovi lastni učenci, ki so bili vladni uradniki, niso vedno upoštevali njegovih nasvetov. Konfucij je preostali čas posvetil poučevanju in preučevanju starih besedil. Tradicionalno ga povezujejo s pomladanskimi in jesenskimi letopisi, kratkim zapisom pomembnih dogodkov v Luju. Dolgo so verjeli, da je prav on uredil ta zapis in skrbno izbiral besede, da bi pohvalil ali obsodil vladarje. Učenjaki se še vedno prepirajo o tem, kako pomembna je bila njegova resnična vloga. Povezujejo ga tudi s knjigo sprememb in drugimi domnevnimi starodavnimi knjigami. Bolj varno je reči, da so bila ta besedila pomembna za šolo, ki se je oblikovala okoli njega, kot pa domnevati, da jih je sam napisal ali uredil. Staranjem so sledile osebne izgube. Umrl mu je sin Kong Li. Zilu je bil ubit med službovanjem v Weju sredi nasilnega boja za oblast. Toda najtežje za Konfucija je bila smrt Jan Huija, učenca, ki ga je izjemno občudoval. Jan Hui je bil tih, priden in pripravljen učiti se, čeprav je bilo njegovo življenje težko. Konfucij je upal, da bo mladi učenec nadaljeval z njegovimi nauki. Po analektih je Konfucij odkrito pokazal globoko žalost ob izgubi Jan Huija. Za podobo resnega učitelja se skriva starejši moški, ki je eden za drugim izgubljal ljudi, ki so mu bili najbližje. Konfucij je umrl leta 479 pred Inštitudika, star približno 72 let. Ni videl velikega uspeha svojih idej. Ob času svoje smrti je bil le znan učitelj iz Luja, ki mu ni uspelo spremeniti vlade. Ni ustanovil nobenega kraljestva, ni imel velike vojske in ni postal najmočnejši uradnik svojega časa. Toda njegovi učenci so nadaljevali njegovo delo. Odšli so v različne države, da bi poučevali in služili kot uradniki. Njihove razlage naukov svojega učitelja niso bile enake. Sčasoma so nastale različne skupine, od katerih je vsaka trdila, da so pravi nasledniki Konfucija. Iz teh tradicij so se pojavili naslednji veliki konfucijanski misleci. Med njimi je bil tudi Menzi, ki je učil, da ima človek naravno sposobnost za dobro, in Sun Tzu, ki je dal večji poudarek izobraževanju in disciplini. Medtem je politika na Kitajskem postajala vse bolj nasilna. Obdobje pomladi in jeseni se je končalo in začelo se je obdobje vojskujočih se držav, ko so se velika kraljestva borila za popolno oblast. Leta 221 pri Vidakonaštanu Štipatam je Ši združil Kitajsko. Kinova vlada je uporabljala stroge zakone, hude kazni in centraliziran nadzor. Vladavina Qin Shi Huanga je povezana tudi z zažiganjem nekaterih knjig in kaznovanjem učenjakov. Čeprav je obseg tega še vedno predmet razprav, je dinastija Qin trajala le kratek čas. Zamenjala jo je dinastija Han, ki je vladala Kitajski več stoletij. Pod dinastijo Han so besedila povezana s konfucijansko tradicijo postopoma postala pomemben del vlade. Uporabljali so jih za izobraževanje uradnikov in poudarjanje dolžnosti cesarja. Hanni niso sledili izključno učenjem Konfucija. Vlada je združila konfucijanski moralni besednjak, stroge zakone, rituale in praktične načine nadzora. Kljub temu je Konfucij postal glavni simbol izobraženega in pravičnega vladanja v naslednjih dinastijah, njegov vpliv pa se je še povečal.
Klasična konfucijanska besedila so postala pomemben del izpitov za državno službo. Izpiti so se uporabljali za izbor uradnikov imperija. Ta sistem se je še okrepil v času dinastije Song. S pomočjo izpitov so številne generacije učenjakov preučevale dolžnosti v družini, pravilno vedenje, zgodovino in upravljanje po konfucijanski tradiciji. Te ideje so se razširile tudi v Korejo, Japonsko, Vietnam in druge dele vzhodne Azije. Vsaka družba je imela svojo različico. Konfucijanske misli so se uporabljale v izobraževanju, državnih službah, družinskih odnosih in spoštovanju prednikov. Ob spoštovanju so njegove ideje doživele tudi močno nasprotovanje. Kritiki so trdili, da je konfucijanska tradicija okrepila pretirano poslušnost starejšim, strogo družbeno hierarhijo in omejeno vlogo žensk. V različnih obdobjih so voditelji uporabljali nauke o dolžnosti in spoštovanju tudi za zatiranje nasprotovanja. V 20. stoletju. Nekateri kitajski reformatorji so za počasne spremembe v državi krivili stari konfucijanski sistem. V času kulturne revolucije njegov ugled je bil napaden. Številne tradicije, povezane z njim, so bile označene kot ovira za novo družbo. Kljub temu, njegov vpliv ni popolnoma izginil. Njegove ideje o izobraževanju se še vedno preučujejo, spoštovanje do družine, osebna disciplina in odgovornost voditeljev. Najpomembnejša zapuščina Konfucija ni bil popoln zakonik ali enoten politični sistem. Pustil je vprašanje, ki ostaja pomembno še danes. Ali je mogoče imeti dobro vlado, če voditelji nimajo dobrega značaja? Za Konfucija moč sama po sebi ni dovolj, da bi bil nekdo pravi voditelj. Voditelj mora znati poslušati, se učiti, spoštovati svojo dolžnost in biti dober zgled. Medtem ko je bil še živ, mu ni uspelo spremeniti Kitajske. Toda učitelj, ki so ga voditelji večkrat zavrnili, je kasneje postal merilo, po katerem so ocenjevali njihovo vladanje. In tu se pokaže ironija njegovega življenja. Ni mu uspelo najti vlade, ki bi bila pripravljena v celoti slediti njegovim naukom. Toda po njegovi smrti so njegove ideje pomagale oblikovati vlade, šole in družine v vzhodni Aziji več kot 2000 let.